Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime in sem life coach in pa mentorica ženskam, predvsem, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In ne samo to, sem tudi v kratkem avtorica knjige Zdravljenje čustev s pomočjo cvetnih esenc. Naj povem, eno knjigo Angelski svetilniki sem že napisala in iz te tudi takole ob navdihih preberem kakšen odstavek in moram reči, da sem nanjo zelo ponosna, zato ker vem, da pomaga ogromno ženskam, ko so v stanju, ko ne vejo, kaj bi, ko se sprašujejo, ko iščejo nasvet in samo odprejo knjigo na neki strani in tam jim angeli pošljejo eno lepo sporočilo. Ta knjiga, ki prihaja, je pa o cvetnih esencah in povezana z tem, kaj se dogaja tudi na energetskih nivojih, ko jemljemo cvetne esence, kateri so tisti energetski nivoji, ki jih je potrebno poznati, tako da res združeno vse znanje na področju cvetnih esenc, ki sem ga pridobila v zadnjih 10 letih, in danes je šla knjiga k lektorici v pregled. Tako da konec maja bo knjiga zunaj in o vsem bom še posebej obvestila. Je pa še ena posebnost, in sicer v to knjigo želim vključiti tudi vaše izkušnje. Vsi tisti, ki to gledate in imate izkušnje z Bachovimi esencami ali pa z mešanicami avstralskih esenc, ki ste jih že poskusili in imeli super rezultate, dajte napisati to svojo izkušnjo in mi jo pošljite na info@manca.si. Vsi, ki boste potem vključeni v knjigo, boste knjigo dobili tudi brezplačno, tako da se vam splača napisati svojo izkušnjo, ker boste imeli nekaj tudi potem za pokazati, ali pa boste nekje tiste izkušnje delili, ki ste jih imeli, ker te so pravzaprav najbolj pomembne. Izkušenj je ogromno, to vem, zato ker vam prodajam esence. Tako da, če ste esenco kupili, imate izkušnjo in res želim, da dobite še večji vpogled v delovanje cvetnih esenc, da dobite še bolj, bom rekla, da greste lahko še bolj v globino in temu je ta knjiga tudi namenjena. Jaz sem zdajle, ta vikend sem bila res v cvetnih esencah, v knjigah, evo tole so te, ki jih imam trenutno doma, o Bachovih esencah, pa potem Erikove esence, pa potem avstralske esence, knjige o avstralskih esencah, zato da so določeni viri in literatura. Tale je tako luštna, zdaj sem jo malo bolj podrobno pogledala in sicer pokriva vse, kar avstralske esence harmonizirajo pri otrocih. Tako da je res noter veliko, vse od pravzaprav spočetja naprej pa do tam nekje vstopa v šolo oziroma celo zgodnje adolescence, tako da lahko v bistvu se res za vsako stvar, tudi za otroke, najde ustrezna esenca. In v današnjih navdihih pravzaprav bomo pogledali seveda, kaj nam angeli pripravljajo, ampak najprej bomo odprli srce. In esence so pri tem res v veliko pomoč, zato ker nam pomagajo, da odpremo srce in se povežemo s svojim višjim jazom. Zakaj običajno tega ne moramo narediti, je zaradi naših prepričanj. Se pravi, tisto, kar razmišljamo tukaj v glavi, nam običajno preprečuje, da bi našli tisto povezavo z višjim jazom, ki nas potem usmerja. In vsa ta prepričanja nas največkrat blokirajo. Koliko med vami ima knjigo v sebi in bi jo želeli napisati in bi jo lahko napisali in ta knjiga bi mnogim pomagala, pa vam vaša lastna prepričanja tega ne dovolite, da niste dovolj dobri, da niste dovolj sposobni, da ne znate, ne vem kaj vse. In ravno zato sva z mojim zelo dobrim prijateljem in socoachem Jako Jugom naredila eno delavnico Management prepričanj. Sem jo naslovila zato, ker s prepričanji se da upravljati, z njimi lahko menedžirate in vi ste glavni menedžer in ko se to naučite, potem gre veliko lažje in tukaj vam bova predala res vse tiste stvari, ki so povezane z
prepričanji, ne, se pravi, prepričanja pa ustvarjajo vašo sliko realnosti. In kombinacija, se pravi, tega dela, zavestnega dela in pa esenc je pa še toliko boljša, a ne. Tako da, toliko, kakor boste izvedeli na tej 3-dnevni delavnici 20. marca, po moje, da ne boste izvedeli nikjer drugje, zato ker bova dva take, ki se ukvarjava s prepričanji, vas masirala in vam v bistvu odpirala glavo in bomo čistili prepričanja in pogledali, kakšne so tehnike, ki vam pomagajo, da greste čez svoje prepričanja, da jih spremenite in tako naprej. Tako da 20. marca ob 18. v Lekarni za dušo bomo napadli vsa naša omejujoča prepričanja, ker ta so problematična, zato da bomo lahko zaživeli svobodno, da lahko se odprete, da lahko greste naprej, da nehate sami sebe sabotirati s svojimi lastnimi prepričanji in da znate uporabljati orodja, ki vam pomagajo, da greste čez to. Tako da vljudno vabljeni, bo tudi link pod temle videom. Zdaj pa tako kot vsak teden se najprej povežimo s svojim srcem, s svojim srčnim središčem. Naredite en globok vdih in izdih. In dajte svojo pozornost na dihanje, na vsak vdih posebej in na vsak izdih posebej. In še samo ta pozornost, ko opazujete svoj vdih in svoj izdih, vam pomaga, da se umirite, da se osredotočite. In zdaj si predstavljajte, da lahko vdihnete svežo, novo energijo v vaše srce in v vaša pljuča. In izdihnete vse tisto, česar ne potrebujete več, vse tisto, kar vas obremenjuje, in se sprostite. In zdaj si predstavljajte, da se v sredini vašega prsnega koša nahaja čudovita vrtnica, popek vrtnice. In z vsakim vdihom, ko ta vrtnica dobi dotok sveže energije, se malce bolj odpre, dokler se ne razcveti. In predstavljajte si, da lahko vdihnete to vrtnico, njen vonj, ki vas napolni. Predstavljajte si, da lahko samo z vašim namenom ta vrtnica zraste in se poveča in napolni celoten vaš prsni koš. In zdaj lahko položite v to vrtnico vse svoje skrbi, položite vanjo vse trenutne strahove, položite v to vrtnico vse omejitve, ki ste si jih zadali. In vsa neprijetna čustva, ki vas hromijo, zaustavljajo. In sedaj si predstavljajte, da to vrtnico lahko primete in jo vržete navzgor v izvor svetlobe, ven iz vašega energijskega polja, kjer se vse to, kar ste položili vanjo, transformira. In sedaj date svojo pozornost nazaj na prsni koš in zagledate nov popek vrtnice. In spet z dihanjem sveže, ljubeče energije poskrbite, da se ta vrtnica odpre in razcveti znotraj vas. In globoko še enkrat vdihnete njen vonj. Se zaveste svojega fizičnega telesa, se v njem premaknete in odprete oči v ta trenutek, tukaj in zdaj z zavedanjem, da je vaše srce odprto
polno ljubeče prisotnosti in svetlobe. In odpremo se sporočilom, ki nam jih skozi odprto srce predaja naše angelsko vodstvo. In prva karta je as zemlje. As zemlje nakazuje pritok obilja, nakazuje obetavne poslovne podvige in nakazuje pomembne listine ali pogodbe. Se pravi, nekaj zelo konkretnega, nekaj zelo oprijemljivega, nekaj zelo materialnega pravzaprav, ki se začenja. As je vedno začetek nekaj novega, je vedno tista začetna energija, ne? Tako da, če imate karkoli za urediti, karkoli za začeti, karkoli za odpreti se novim možnostim, novim priložnostim, je v tem tednu energija temu naklonjena. Tako da dajte poskrbeti za to, da boste delali tudi konkretne stvari, ne samo, da bo pri nekih idejah, ampak da boste konkretno določene stvari izvedli, začeli, naredili korak. S čim bomo nadaljevali? Sedmica ognja je naslednja energija. Sedmica ognja pa govori o tem, da je treba stati za svojim odločitvam in v bistvu ostati prizemljen. Čeprav je to zelo karta, ki deluje na energetskem nivoju, je potrebna prizemljenost določenih energij in v bistvu v povezavi s tem, ja, dajte si zaupati, dajte si v bistvu zadati cilje, dajte si zadati konkretne korake in za njimi stojte. Mogoče zdajle v tem trenutku še ne vidite, kako se bodo stvari odvijale, še ne vidite, kako se bodo odprle. Ne vidite vseh možnosti, ki jih to ponuja, ampak če je začetek dovolj prizemljen, če boste temelje dobro postavili, potem lahko za tem stojite in v bistvu jahate na valovih energije, ki jo to sproži. Namreč, ko mi nekaj konkretno na fizičnem nivoju začnemo, na energetskem nivoju se začnejo premiki in se začnejo odpirati možnosti in priložnosti, ki jih ni nujno, da jih vidimo že prej. In pa še zadnja šestica zemlje, se pravi zelo zemeljska energija, zelo prizemljena energija v tem tednu, ki spet nove poslovne priložnosti oziroma uravnovešenje materialnega, se pravi, da ko boste vložili energijo, ko boste naredili določene korake, bo na drugi strani energija poskrbela, da se to zbalansira, v smislu, ko nekaj vložimo, dobimo tudi nazaj. Se pravi, da je ta daj dam izpolnjen, zato ker, glejte, tle je tudi ena taka tehtnica, zato ker vesolje vedno teži k ravnovesju. Se pravi, če ste vi določen del svojih energij nekam dali, ne more pri vas ostati praznina in vam mora vesolje to vrniti nazaj. Tako da, ta teden zelo fajn za konkretne zemeljske, finančne, poslovne zadeve ali pa tudi na osebnem nivoju, se pravi za konkretne dogovore, za konkretne dogovore in konkretno akcijo. Tako da, nič več oziroma trenutno nič čakanja, trenutno nič bluzenja, trenutno nič nekega procesiranja in čakanja na to, da se bodo stvari odvile same od sebe. Vi ste tisti, ki boste poskrbeli za to, da se stvari odvijajo. Se pravi, vi morate iti v akcijo, vi morate narediti tisti prvi korak, vi morate pognati energijo v gibanje. In če pogledamo še, kaj na to pravijo angeli v knjigi. Ne izkušaj izsiliti in na silo nekaj videti. Dopusti, prepusti se. Tvoje telo je narejeno, da ti pri tem pomaga, zato ga je treba večkrat očistiti nizkih vibracij. Vibracije, ki jih vnašaš v svoje telo s hrano, ti lahko pomagajo na poti do cilja ali pa te pri tem zadržujejo in zaustavljajo.
Poslušaj svoje telo, ki ti narekuje, kaj je zanj dobro in kaj ne. Kar se moraš naučiti, je, da ne smeš ničesar siliti ali izsiljevati, ampak prepustiti času čas. Božanska časovna usklajenost je drugačna, kot si jo ti predstavljaš. In s tem, ko skušaš nekaj na silo pospešiti, zaviraš energije, ki dotekajo in ti to isto želijo dostaviti. Ne skušaj izsiliti, da bi se skladalo s tvojo časovno predstavo, ampak se nauči, da kdaj malo počakaš. Se pravi, v skladu s tem, kar smo tudi govorili, ja, treba je začeti, treba je nekaj narediti, ampak potem pa dovoliti, da se stvari odvijajo tako, kot je v bistvu najbolj treba. Jaz največkrat dam ta primer, če nekaj preko interneta naročite, ne vem, in mora priti iz Amsterdama, to v bistvu vi se ne boste ukvarjali s tem, kjer kurir bo to peljal, po katerih cestah se bo vozil, kdaj točno bo to prišlo, ampak vi ste naročilo oddali in potem morate tistim, ki so za to usposobljeni in zadolženi, prepustiti, da poskrbijo za vse ostale podrobnosti. Enako je z našimi projekti, z našimi željami, z našimi zadevami. Se pravi, nekaj moramo narediti, naročilo moramo oddati, prvi korak moramo narediti konkreten, potem pa tudi pustiti, da vesolje naredi svoje. Se pravi, jaz recimo zdajle, ko to dobivam, razmišljam, kako se to vklaplja v mojo knjigo in vem, da se je en čas, je bil ta čas nosečnosti s to knjigo, zdaj pa prihaja počasi tisto rojstvo in jaz verjamem, da bo potekalo zelo gladko in z veliko veselja in upam, da vas bo veliko, ki boste temu tudi prisostvovali, zato ker knjiga, ki prihaja, vam bo razjasnila marsikaj na področju cvetnih esenc. Tako da napišite tudi svoje izkušnje, tisti, ki jih že imate, tisti, ki jih pa še nimate, pa, kakor rečejo v angleščini, stay tuned, ostanite priklopljeni, spremljajte Lekarno za dušo, spremljajte moj Facebook profil Manca Razboršek Life and Soul Coach, kjer bom pravočasno vse obvestila in povedala. 20. marca pa vsi na delavnico Management prepričanj. Uživajte, lepo se imejte v tem tednu in čau, čau.